Imate hčerko ali sina, ki odrašča, ki postaja najstnica ali najstnik? V tem videu bom pokazal, kako lahko pomagate vašemu najstniku prebroditi ta prva najstniška leta. Zdravo, jaz sem Sergej Rinc, sem očka petošolca in tole predstavitev sem imel leta 2011 na osnovni šoli Hudinja v Celju. Kaj si bomo pogledali? Nasilne igre, potem nekaj vsebin o spolnosti in o družabnih omrežjih in varnosti družine. Najprej o nasilnih igrah. Pravilo palca je takšno, da agresijo ne otroci raje sprostijo v igricah kot v resničnosti. To drži, bolje kot da dobivate sporočila, da je vaš otrok, se pravi, neprimerno se vedo. Ampak preveč realistične igre lahko škodijo mladim možganom. In zato je velik da za fantazijske, za problemske, skratka tam, kjer so animirane liki, kjer so figurice, kjer niso pravi ljudje prikazani in tako naprej. Tam, kjer je pa dejansko fotorealizem, da je tako dobra animacija, da izgleda kot pravi ljudje in so v bistvu samo poudarja nasilja, tiste igre pa odsvetujte vašim otrokom. Poglejmo recimo tale video za eno igro, ki se precej igra v osnovnih šolah, torej doma vaših najstniki, ki naraščajo. Ste ugotovili, ne? Ste opazili tale znak? Se pravi, ta znak kot violence pa črka T pomeni, da igra vsebuje nasilje. In v tem obdobju, tem, ki je 13-14 let, bi bilo mogoče bolj primerno, da vašim otrokom take igre odsvetujete, pa predvsem tam, kjer so narisani in prikazani ljudje tako dobro, da so videti kot pravi živi ljudje. In ocene iger so tudi na vseh teh škatlah, če jih kupujete ali sposojate iz knjižnice, kakorkoli, imate te ocene tukaj gor na škatli navedene, se pravi C, E plus in T, tako naprej, te so primerne, ne. Kaj več so pa tiste, ki so pa bolj za odrasle, se pravi, obstajajo tudi igre za odrasle, ne, tako da oznaka E10 plus da, ne, pri T bodite pa že pazljivi, te igre pa že zahtevajo znanje, sposobnost in tisto mentalno zrelost 13, 14, 15 letnikov. Če pogledamo vsebine o spolnosti, priporočite vašim otrokom dobre knjige. Na slovenskem trgu so zelo zanimive, našel sem recimo dve, ena je super knjiga za punce in druga drugačna knjiga za fante. Ne vem, če se še dobijo, ampak tudi knjižnica, kjerkoli so lahko te knjige posodite jo vaši hčerki, posodite jo vašemu fantu in boste tam našla praktično vse odgovore, ki jih potrebujete zdaj v teh začetnih najstniških letih. Ocene iger filmov ste si mogoče pogledali, tudi na embalaži, torej imate te ocene iger navedene. U pomeni, da je neomejeno, torej za vse starosti, PG je že tista, pomeni, da so starševska nasveti so priporočljivi, da si gledate film skupaj z njim, ne. Pa recimo 12 ali pa 12A so tisti filmi, ki so še priporočljivi za 10-12 letnik. Drugih filmi, ki so pa recimo imajo znaka 15 ali 18 ali pa R18 celo, to so pa v bistvu filmi za odrasle in takih filmov gotovo ne boste dovolili gledati vašemu najstniku. Kot vidite, recimo razne igre imajo te oznake, hitro ugotovite, hitro boste to ugotovili tudi pri filmih. In ocene filmov imate potem lahko tudi recimo G, ko za generalnost, torej splošno publiko, PG, da je starševsko vodenje, starševski nasveti so priporočljivi, ne, in PG 13. In če se spomnite filma Avatar, namenoma so ga priredili tako, da lahko še gledate torej mlajša publika, ne, z starši skupaj v kino, ampak seveda zakaj, da je bil večji dobiček tega filma. Filmi, ki imajo znako R ali pa NC17, pa v bistvu ne smejo najstniki sploh ogledati in so pod 17 ali 18 let nepriporočljivi in lahko škodijo razvoju vašega otroka. Kaj pa recimo razni anime? Zdaj večina teh anime, ki so dostopni na slovenskem trgu, pa v knjižnicah, ne, so v redu. Razen, recimo kakšen film pa lahko je slučajno v kakšnem otroškem oddelku in je videti tako, da je popolnoma nedolžen, ne, ampak ni, ne. Recimo tale film, ki je Paprika, ima recimo dva prizora, ki sta tako, tako rekoč nedolžna, ne, po eni strani, ne, ampak predstavljate pa malo mogoče lahko problematično težavo do vašega otroka, ki lahko narobe razume ta prizor in recimo zahteva vsaj 16-17 let starosti, ne. Japonci so pač drugačni, ne, recimo tudi v filmu boste videli golo telo, ne, za Japonce to ni niti erotično preveč, niti nekaj prepovedanega, ne, ampak to je pač njihova posebnost, ne. Na ameriškem trgu v bistvu za cel svet velja, da je ta film imel znako R in to lahko najdete na spletnem mestu www.imdb.com, ki je največja baza podatkov o filmskih produkcijah in tudi lastna presoja vam precej povedala, ne, in če greste na ta internetni naslov imdb.com, najdete film Paprika, boste našli tole črko R in še posebej potem spodaj, ne, da je označena kot R, torej omejen ogled tega filma se priporoča za starejše, za odrasle bolj, ker vsebuje nasilne in spolne slike.
Zdaj pa samo še spletne strani, ne. Nekatere spletne strani imajo vsaj opozorilo, ne, da nadaljevanje, če boste v tej spletni strani se sprehajali, lahko vsebuje erotične vsebine in se morate torej obvezati člani in vsi drugi, da morate biti stari 18 let ali več, ne. Pogosto pa do tega opozorila ni, ne. In informativna možnost, da poveste svojemu otroku, ne nadaljuj brskanja po tej spletni strani, žal ne bo delovala. Boljše so razne restriktivne možnosti, žal tako je, ampak to morate narediti in na strani www.safe.si lahko v bistvu ugotovite vse, kako filtrirate vsebine, kako nastavite spletni brskalnik, da se torej take prepovedane vsebine za mlajše se torej ne prikažejo in ste potem lahko precej bolj varni kot sicer. In tudi otroci jasno rastejo hitreje. In en tak portal obstaja, to sem jaz.net, kjer boste kmalu napotili vašega otroka, da bo izvedel še več drugih stvari o ljubezni, o spolnosti in o odraščanju in tako dalje. In še potem gremo še na tretji del o družabnih omrežjih in varnosti vaše družine, ker lahko tudi vaš otrok lahko kaj naredi takšnega, kar lahko grozi varnost celotne družine. Zakaj? Recimo pogledajte Facebook, kako imate dostop do podatkov in za več informacij. Recimo to je moj prijatelj, da tole ga lahko omenim, so sem ga prosil za dovoljenje in ga jaz prosim, zdaj, če lahko dejansko postanejo prijatelji še na Facebooku, napišem kakšno sporočilo in tako naprej. Problem je, ker Facebook zahteva kaj? Namreč namen družabnih omrežij je ta, da ohranite stike s prijatelji in ljudmi z istimi interesi, lahko se ga uporabi tudi za družabni marketing za podjetje in pa jasno ta tretji del, ki je najbolj zanimiv za otroke, zabava, informacije, kratek čas, ne. Ampak pravila Facebooka so takšna, da lahko uporabljajo samo starejši od 13 let. Za mlajše od 18 let je pa zahtevano dejansko, da obiskuje srednjo šolo. Zakaj? Da je potem tudi kultura komuniciranja na samem družabnem omrežju večja, ne, in boljša. Zato me malo seveda moti, če dobim njegovih sošolcev, da ne postanem prijatelj z nekom, z mlajšim od 13 let. S tem bi tudi jaz kršil pravila Facebooka in tega ne morem početi in tudi vašim otrokom to prosim odsvetujte oziroma prepovejte. Pregledajte torej zasebnost, ne, kdo lahko tudi više vaše podatke, na Facebooku greste v ta vaš profil, lahko pogledate nastavite zasebnosti, tudi mogoče, če ima vaš otrok, če je starejši od 13 let, pa potem lahko uredite vse nastavite, kdo lahko vidi podatke. Še več o družabnih omrežjih pa vas ponovno napotim na tale portal www.safe.si, kjer boste izvedeli več, kako se varno povezati, kako varno pustiti podatke, katere podatke lahko torej dovolite, da jih drugi ogledajo in tako naprej. In torej, kaj smo si ogledali? Nasilne igre, vsebine o spolnosti in družabna omrežja in varnost družine. Skratka, najstniki so tu in če želite imeti vse povezave v enem stranskem dokumentu PDF, pojdite na ta naslov www.prezentacija.si/najstniki in si prenesite dol brez omejitev, jasno, brez kakršnekoli vnosa elektronskega naslova ali karkoli, elektronski dokument, kjer so navedene žive povezave do vseh teh spletnih strani, ki so bile omenjene v tej prezentaciji. Hvala za ogled tega videa, vse je tukaj prezentacija.si in veliko veselja pri odraščanju vaših najstnikov.